Tokrat o vozniško barviti jeseni. Pa o letnih, zimskih in celoletnih. In o svetlobi in tem, kako lahko pri vožnji bolje vidimo. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Na srečo živimo v takem podnebnem pasu, da imamo še vedno 4 izrazite letne čase. Kar iz vozniške perspektive pomeni, da uživamo v podnebju, ki nam ponuja veliko več vozniških užitkov, kot jih vreme voznikom v, naprimer, podnebno veliko bolj monotonih, recimo Jamajki ali v Kaliforniji. Krtolaž se. Ker moramo skozi leto večkrat spremeniti svoj vozniški slog ter še bolj pozornost, predvidevanje in tudi vozniška čutila, smo vozniki, ki vozimo v takih podnebnih pasovih našega planeta, praviloma veliko bolj vešči vožnje kot tam, kjer je večji del leta suho in sončno. Še posebej zanimiva je jesen. Po vročih in suhih poletnih mesecih v vremensko muhasto jesen vstopamo razvajeni, saj se zanašamo na dober oprijem asfalta v ovinkih, na dobro vidljivost in predvidljiva zaviranja. Zato je naša hitrost vožnje zdaj nekoliko višja kot na primer ob koncu zime in ob prehodu v pomladne dni. Nenazadnje to potrjujejo tudi podatki, saj je bilo med leti 2014 in 2018 v septembru in oktobru veliko več prometnih nesreč povprečno kot v celem letu. Prav zato je že leta to tudi čas, ko se iz vseh strani sliši opozorila za pasti jesenske vožnje. Med obvezen nabor opozoril sodijo velika sprememba v temperaturah čez dan, kar močno spreminja oprijem pnevmatik. Hladen asfalt je pogosteje tudi moker, na njem se znajde tudi drseče listje. Svetli deli dneva postajajo vse krajši in pričakovati moramo tudi meglo. Še bi lahko naštevali, ampak smo se odločili, da se z jesenskimi vozniškimi izzivi soočimo nekoliko drugače. Kot v avtomobilnosti vselej pravimo, je eden najpomembnejših temeljev varne vožnje zbranost, predvidevanje in pozorno gledanje daleč naprej. Eno je, da gledaš tja, kamor moraš, drugo pa je, da tam tudi kaj vidiš. Najprej gremo torej pogledat, ali dobro vidimo. Še več, najprej gremo pogledat, zakaj je jesen velik izziv tudi za sončna očala. Da, zelo pomembno je zaščita oči. Moramo paziti, da izberemo kvalitetna očala. Kvalitetna očala se pa razlikujejo od drugih tako, da recimo, če so fotokromatska, se avtomatsko prilagajajo sončni svetlobi, se zatemnjujejo od 10 do 15%. V osnovi so torej 70% zatemnjenosti, kadar imamo tako nizko difuzno svetlobo in ko je moč sonca malo večja, se zatemni do 85%. Za poletne mesece in za navtiko so sivo-zelena stekla primerna, za močnejšo svetlobo, za jesenske in zimske čase in za profesionalno vožnjo so pa rjava stekla, ki poudarjajo barve. Tehnologija Spectral Control oziroma zaščita proti modri svetlobi selektivno filtrira ločene žarke, kar sprida uporabljamo v rjavi barvi stekel pri profesionalni vožnji. Ob vedno večjih LCD zaslonih v avtomobilih pa so se stekla sončnih očal znašla še pred večjim izzivom. Tokrat ne na senčnih in sončnih delih ceste, ampak v kabini. To je problem sončnih polaridnih očal, saj delujejo na enakem principu kot LCD ekrani. V bistvu bi proizvajalci avtomobilov morali paziti, kako postavijo LCD ekrane, pod katerim kotom, saj če pogledamo pod 90 stopinj drugačnim kotom, se na takem ekranu potem tudi vidi. Potem, ko postanejo dobra sončna očala del naše obvezne avtomobilske opreme, pa je seveda pomembno, da vemo, kam gledamo ali drugače, da vemo, kje moramo jeseni na cesti z očmi iskati nevarnost. Če vozimo defenzivno in predvsem bolj nežno, kot smo avgusta, se pravi, da mehkeje pospešujemo, da zaviramo prej in bolj nežno, ter da zavoje vzemamo manj agresivno in s čim manj popravljanja volana, ter da ob vsaki spremembi vremena povečamo varnostno razdaljo, potem presenečen z zdrsnih pnevmatik v ovinkih in v krožiščih ne bi smelo biti.
Pri naših testih avtomobilov pogosto povemo, da ima nek avto bolj ali manj komunikativen volan. To ne pomeni, da se od same žalosti pogovarjamo z volanom, s tem mislimo predvsem na to, da je pretok informacij izpod pnevmatik, se pravi neposredno iz asfalta v dlani rok na volanu, kar se da naraven in hiter. In da takrat, ko z volanom nekaj naredimo, se to pozna tudi v gibanju avtomobila. Razlike med avtomobili so v tem pogledu zelo velike. Že po vrsti avtomobila, recimo športni terenci, pick-upi ali na primer veliki družinski enoprostorci, morajo imeti nekaj več mehkobe, kot na primer športni kupeji ali močni 5-vratni RSI, GTI, Cupre. Potem je tu še zanimiva razlika znotraj iste skupine avtomobilov. Ampak preden zdrsnemo še globlje v komunikativne sposobnosti volana, poglejmo, kaj se zgodi, če smo v ovinku prehitri. Prepričan sem, da skoraj vsi vozniki poznamo podkrmiljenje. Podkrmiljenje se torej zgodi takrat, ko sprednje pnevmatike zaradi izguba oprijema zavijajo v ovinek manj, kot smo obrnili volan. Lahko drsi tudi toliko, da avto sploh ne zavija v ovinek, ampak gre naravnost. Avtomobili s prednjim pogonom, tako kot je recimo tale, in teh je na cesti daleč največ, imajo težnjo, da podkrmilijo. Narejeni so torej tako, da se na prehitro vožnjo v ovinkih odzovejo na tak način. In to zaradi pomembnega razloga, ker je tako bolj varno. In kako v taki situaciji reagiramo? Najprej zaznamo, da ni oprijema. V mislih rečemo mastno kletvico ali dve, krčevito primemo volan in ga še bolj zasukamo v ovinek. S pogledom pa praviloma gledamo naravnost v robnik, tablo ali drevo zunaj ceste. Tako praviloma reagira večina voznikov. Če trčite s prednjim delom, je pred potniško kabino več prostora, več zmečkljivih con, ki absorbirajo silo trka. Zato je tudi v preizkusnih trkih že od samega začetka teh testiranj prav čelni trk. Če bi nas odneslo z zadnjim delom, bi bila veliko večja verjetnost, da bi v drevo udarili z bočno stranjo, kjer je prostora med karoserijo in telesom bistveno manj. Manj je seveda tudi zmečkljivih con. Razen kletvice, ta mogoče pomaga ali pa ne, je vse ostalo napaka. Reakcija je sicer povsem logična, ampak ne pomaga kaj dosti. Če ni šlo levo ali desno že prej, ne bo šlo niti zdaj. Poglejmo zakaj. Tekalna površina pnevmatike je narejena tako, da ima najboljši oprijem tukaj in v tej smeri vrtenja. Ko grabijo vse lamele in čistijo vodo in umazanijo vsi kanali in zareze. Ko so obrnjeni stran od smeri vožnje, je možnosti, da hitro zgrabijo asfalt, še veliko manj, kot jih je bilo sicer. Kaj v takem primeru torej naredimo? Če se da, ne zavijajmo še bolj, ker bomo s tem samo še povečali stransko silo. Prav tako ne smemo povečati hitrosti, saj bi takrat povečali vzdolžno silo. Treba je torej zmanjšati hitrost, stopiti iz plina in rahlo zmanjšati kot zasuka volana. Takoj, ko spustimo plin, se namreč že zgodi prvi del zaviranja, zaviranje z motorjem, kar pomeni, da se nekaj teže prenese na prednji kolesi, na prednji tekalni površini pnevmatik. Te se stisneta k asfaltu in povečata naležno površino. Če takrat vsaj malo popustimo odvzeti volan, se pravi, da ne zapiramo še bolj v ovinek, bodo pnevmatike hitro dobile spet oprijem. In če smo prej preklinjali, takoj ko smo ugotovili, da smo naredili napako, potem bo po tako uspešno izpeljanem manevru reševanje vsekakor na mestu, da si rečemo: še dobro, da nisem šel še hitreje. Zdaj pa pamet v glavo, saj sem očitno prehiter.
Poglejmo, kaj se dogaja v svetu mobilnosti, o čem smo pretekli teden brskali po internetu. Startup Boom Supersonic predstavlja nadzvočno letalo, ki vas iz Londona popelje v New York v dobrih 3 urah in pol. Ampak čeprav ne dvomimo v podatek o času vožnje in z njim povezano najvišjo hitrostjo 2700 km/h oziroma 2,2 maha, pa startup obljubljene cene vozovnice komaj 5000 evrov verjetno ne bo mogel zagotoviti. Mednarodni koncil za čistejši transport je namreč objavil rezultate svoje primerjave emisij v letalskem prometu. In tako potniški letalski promet narašča oziroma je naraščal 4-krat hitreje, kot so padali izpusti CO2 na potnika. Posledica so seveda nove pobude k dvigu cen letalskih vozovnic, najbolj obdavčeni pa naj bi bili tisti bolj razvajeni potniki, kar pa je recimo nova realnost že tudi pri osebnih avtomobilih. Tako bodo v Franciji visokoemisijske avtomobile po novih kriterijih podražili za kar 40 000 evrov, seveda s okoljskimi dajatvami. Britanska okoljevarstvena organizacija Earthside je obtožila BMW in Jaguar Land Rover, da s svojimi aktivnostmi pomagajo pri krčenju tropskega gozda. V Paragvaju se namreč dogaja, da gozdove nezakonito sekajo živinorejska podjetja, da s tem dobijo pašnike za svoja goveda. In tako naj bi kože tam napasenih krav na koncu pristale tudi v kabinah avtomobilov. Jaguar Land Rover je Reutersu že sporočil, da so jim njihovi dobavitelji zagotovili, da so kože dobili na trajnosten način. Pri BMW-ju pa se na obtožbe niso odzvali. Seveda je povsem jasno, da je koža stranski produkt in da je problem v resnici veliko večji. In zdi se, da je napad na velike in ugledne korporacije orodje, s katerim lahko okoljska organizacija doseže večjo pozornost. Prav za ta večji problem. Ampak kot kaže, je usnje na sedežih avtomobilov velik trn v peti nasploh. Zato znamke že iščejo nove, bolj veganske načine. Kot nam je recimo mimogrede omenil šef oblikovanja skupine Volkswagen Klaus Bischof na spletni telefonski tiskovni konferenci, naprimer že novi ID.3 ne bo več ponujal usnjenih sedežev. Leta 2012 se je pri nas na Krasu zbrala rekordno dolga kolona vozil Alfa Romeo. 526 se jih je zbralo. No, nedavno je padel tudi rekord za najdaljšo kolono vozil Subaru. V Kaliforniji se jih je zbralo kar 1751 lastnikov, kolona je cikcakala po gigantskem parkirišču. Ampak tudi to ni najdaljša parada. Leta 1995 se je v Braziliji zbrala druščina 2728 lastnikov hroščev. No, v Kaliforniji na dirkališču Laguna Seca sem recimo pred leti posnel podobno druščino, ne rekordno, ampak kljub temu zelo impresivno družbo lastnikov Mazd MX-5. In ko smo že pri Mazdi, ta bo s koncem leta prenehala prodajati šestico z dizelskim motorjem. To je uradno, ni pa še uradno, čeprav zelo verjetno, da bo svojo zgodbo zaključila v naslednjem letu tudi bencinska Mazda 6. Mazda namreč pripravlja večji model z zadnjim pogonom in zvrstnim šestvaljnikom. Z njim se Mazda še izrazite seli v dražje avtomobilske segmente in ker ta model rabi proizvodne kapacitete, ki jih Mazda nima, bo proizvodni prostor predala prav šestica. Premiera tedna je Citroenov C3. Dobil je nekoliko drugačno masko, ki temelji na povsem let žarometih, predvsem pa je dobil nove sedeže, ki slišijo na ime Advanced Comfort. To v praksi pomeni, da bo novi C3 še bolj mehek, še bolj klasično citroenovski. Se bi rekli še bolj francoski, ampak Citroen se z vračanjem k mehkobi želi odmakniti tudi od drugih francoskih avtov in predelovalec Castellani ima za Citroen smiselno in pametno rešitev. Da kombi Space Tourer ne bi bil zgolj še ena izvedba enakega Peugeota ali Toyote, so ta kombi predelali tako, da je zdaj videti kot najbolj slavni francoski kombi, kot legendarni Puis. Ampak za vas imamo še en Citroenov slavni kombi, preizkusili smo namreč podaljšanega berlinga, ki so ga v kamniškem podjetju opremili s kuhalnikom, hladilnikom in pa posteljo. Smo prespali v njem, kako je bilo pa v rubriki Testi. V rubriki Testi imamo za vas japonskega Ferrarija, tehnično moderniziranega nemškega maratonca in kamniški bivalnik iz Francije. Začnimo z najhitrejšim avtomobilom. Supra je spet eden tistih avtomobilov, pri kateri je potrebno najprej povedati nekaj zgodovinskih dejstev. Od 4. generacije je namreč minilo že kar 18 let. A to ne pomeni, da je pozabljen avtomobil. Med poznavalci v avtomobilskem svetu namreč še vedno uživa status avtomobilske ikone in za marsikoga je bila pravzaprav japonski Ferrari. Vse prve 4 generacije so se neprekinjeno zgodile med leti 1978 in 2002.
Potem se je športni program Saj Supro za Toyoto ustavil. Nekoč so se namreč ta dva avta imenovala celo enako, oziroma Toyota Supra je bila na japonskem Supra, povsod drugod po svetu pa je bila Celica Supra. A ker se je istočasno samostojno izdelovala tudi Toyota Celica, je bila verjetno zmešnjava zagotovljena že takoj na začetku. A kakorkoli, pred nami je Supra s povsem novo obliko. A to niti ni presenečenje. Poznavalci pa tudi pri Toyoti tega ne zanikajo, pravijo, da se je že prva osnovna Supra zgodila z mislijo na legendarni model 2000 GT iz 60-ih let. Slednjega so namreč zaznamovali dolg motorni pokrov, 6-valjni motor in pogon na zadnji kolesi. In če bi danes pogledali oba avtomobila skupaj, se zdi nova Supra legendarnemu 2000 GT podobna bolj kot kadarkoli prej. Če zunanjost skoraj v celoti prepriča, pa notranjost izdaja nekaj zelo pomembnega. Tale Toyota je izdelana v tesni povezavi z nemškim BMW-jem in v notranjosti boste našli kar precej slednjega. Na vse zadnje jo izdelujejo na štajerskem koncu, tistem čez slovensko mejo, torej v Magni Steyr. Tam izdelujejo majhen športen BMW z imenom Z4. Kdor se vsaj malo spozna na bavarske avtomobile, bo hitro prepoznal gumbe in rešitve, ki so sestavni del različnih BMW-jev. Stikala so relativno logično razporejena, osrednji zaslon je občutljiv tudi na dotik, lahko pa ga upravljamo tudi z BMW-jevim vrtljivim gumbom. iDrive je luč sveta ugledal daljnega leta 2001 v seriji 7. Zdaj pa so ga Bavarci že tako zelo izpopolnili, da je odličen pripomoček za upravljanje z osrednjim ekranom, hkrati pa lahko denimo po njem pišemo s prstom in vnašamo besede v navigacijsko napravo. Idejo dolgega motornega pokrova in nazaj potisnjene potniške kabine so sicer povzemale vse prejšnje generacije, a nobena oblikovno tako zelo očitno kot ravno ta. Je pa seveda res, čeprav se sliši dobro in če tudi je videti dirkaško zanimivo, to ni nujno vsem všeč. Dolg pokrov motorja namreč terja svoj davek pri preglednosti iz avtomobila. Če združimo še nizko streho, je vsakodnevnega udobja konec in čas je za dirkaški nastop. Zmotno bi bilo razmišljanje, da kupci takšnih avtomobilov slednje kupujejo zgolj zaradi vožnje. Znano je namreč, da se velika večina lastnikov športnih avtomobilov z njimi sploh ne upa peljati hitro. Imajo jih preprosto zato, ker so jim všeč. In tudi tale Supra je hiter in zahteven avtomobil. Vsa moč se namreč prenaša na zadnji kolesni par, za prestavljanje pa skrbi odličen 8-stopenjski samodejni menjalnik. Kombinacija je hitro lahko prehitra za nepozornega voznika, zadek rad zapleše, potem pa je potrebno vkrotiti še dolg prednji del. A po drugi strani Supra z lahkoto zadovolji tiste druge kupce. Vožnja je tudi z močnejšo različico lahko vsakodnevno umirjena, pri čemer bi si pri takšni vrsti vožnje morda vseeno zaželeli še kanček udobnejšega vzmetenja. A gledano v celoti je to avto, ki bo zadovoljil še tako zahtevnega kupca. In če nosi Toyotino in ne bavarsko značko, bo morda to komu še bolj všeč. Namesto v tujino pa nam tokrat po prve kilometre s prenovljeno Oplovo Insignijo ni bilo treba odpotovati prav daleč, samo do Jezerskega. Kaj je novega, ni videti, se pa to občuti med vožnjo. Veliki Opel je namreč dobil učinkovite tehnične izboljšave. Oplov LED, matrični žaromet, je prej tvorilo po 16 svetilnih elementov, no zdaj jih je kar 84. No, pri Oplu pravijo, da bo odslej cesta osvetljena bolj hitro, natančno, predvsem pa bo večje tudi osvetljeno področje. In nova je tudi aktivna maska, ki ima notri lopute, ki se odpirajo in zapirajo, tako da skrbijo za boljšo aerodinamiko, lahko pa tudi hitreje ogrejajo motor, kar je zelo koristno, takole, ko nas že zunaj malce zazebe. Vsi motorji v Insignii so novi ali pa vsaj prenovljeni in zdaj pripadajo isti družini motorjev. No, Opel z njimi stavi predvsem na varčnost pri porabi goriva in nizke emisije.
In najboljši pri tem naj bi bil novi turbodizelski trivaljnik s prostornino 1,5 litra, ki je, takole za primerjavo, v primerjavi s svojim predhodnikom lažji za 50 kg. No, v ponudbi je nov tudi 9-stopenjski samodejni menjalnik. Zanimivo pa je, da se Opel ni odločil za vpeljavo blage hibridne tehnologije. Insignia, nekje v predstavitvi smo omenili besedo maratonac, je vsekakor avto, ki je doma na bolj odprtih cestah, na avtocestah. Poprečno vozniki s temi avtomobili naredijo bistveno več kilometrov in seveda tam bi hibridna tehnologija imela nekaj manjši učinek in je vložek v razvoj res najsodobnejših motorjev z notranjim izgorevanjem vsekakor bil bolj smiselen. Nove tehnologije, predvsem novi asistenčni varnostni sistemi, ne prinašajo nič revolucionarnega. Je pa Insignia seveda zdaj bolj v koraku s svojimi tekmeci. No, po čem pa je ta model zdaj vendarle tehnično poseben? Tehnologija, ki je vgrajena v zavorni sistem v Insignii, ne temelji več na vakuumski tehnologiji, ampak je zavorni ojačevalnik v bistvu povezan z stopalko zavore elektronsko in pravzaprav ta sklop, ki odreagira bistveno hitreje, bistveno bolj učinkovito, pa tudi bolj zmogljivo, je pravzaprav predpogoj za višje stopnje avtonomne vožnje, ki jih bo na nek način prinesla tudi prihodnost. In potem je tu veliki berlingo. Z izrazom veliki pa ne povemo samo, da je velik, ampak tudi, da je večji od klasičnega. No, to je Berlingo XL. To pomeni, da je to podaljšana verzija Berlinga. Dobil je nekaj dodatnih centimetrov tukaj in pa tukaj, skupno 35 cm, se pravi Berlingo XL je dolg 4,75 metra. In tisto, kar bo voznikom, lastnikom takšnih vozil tudi najbolj všeč, ves ta prirastek je na voljo v tem zadnjem delu za drugo vrsto sedežev. V praksi to pomeni, da je tukaj zadaj prtljažnega prostora za 850 litrov, pri klasičnem navadnem Berlingu, Berlingo M mu po novem pravijo, pa ga je za samo 600 litrov. Prostornost pa seveda ni edina prednost Berlinga. Naj vas spomnimo, da je to eden redkih današnjih avtomobilov, ki ponuja namestitev 3 otroških sedežev. Ampak v tokratnem primeru to ni prišlo v poštev. Preizkusili smo namreč potovalnega Berlinga. XL tudi pomeni, da boste lahko imeli tukaj postavljeno posteljo, ne da bi bilo treba prilagajati naslonjali prednjih sedežev. Je pa tako, da je Berlingo XL najbolj primeren za potovanje na Nizozemskem, kajti tam ste lahko prepričani, da v vas ne bodo zijali, kot rečemo. Tam namreč zaves v svojih stanovanjih nima in tudi Berlingo XL nima nobenih zaves. No, mi smo zato v Berlingu prenočili na domačem dvorišču, smo ga pa izkoristili tudi za kratek okrepčilni spanec na avtocestnem počivališču, namreč oči so se že tako zelo zapirale, da je bilo veliko bolj varno se ustaviti in si vzeti tistih nekaj zlata vrednih minut. Postelja je glavni element predelave, ki so opravili v malem kamniškem podjetju. Je pa pri tem flip camping boxu treba vzeti nekaj stvari tudi v zakup. Prvo je najbolj očitna zagata. Ta oprema za kampiranje vzame celoten prtljažni prostor. Tukaj zadaj ne boste mogli pospraviti ničesar več. To hkrati pomeni, da bo ta veliki Berlingo primeren zgolj še za kakšna robinsonska popotovanja. Namreč zmanjka prostora za kakšno prtljago, recimo za hlače, majice, čevlje, superge in tako naprej. Ampak rešitev obstaja. Predlagamo torej, da posteljo pustite pripravljeno za spanje tudi čez dan, tudi za čas vožnje. To hkrati pomeni, da bo vaš veliki Berlingo primeren za zgolj 2 potnika, ampak saj tudi postelja je samo za 2, tudi tisti flip camping box je v resnici samo za 2. Boste pa s tem dobili velik, pokrit, skrit prtljažni prostor tukaj pod to posteljo. Poglejmo si ga. Ampak če se vrnemo k tej opremi za kampiranje. Na razpolago imamo kuhalnik, hladilnik in potem imamo tukaj umivalnik za vodo. Problem pri Berlingu je, da ima tukaj v prtljažniku kvečjemu eno vtičnico za elektriko, kar pomeni, da se morate odločiti, ali boste imeli vklopljeno črpalko za vodo ali pa hladilnik.
Je pa nasploh tako, da so potovalne navade sodobnih potopuhov zelo različne. Tako bi si mi ta prtljažni prostor tega velikega Berlinga XL ukrojili nekako po svoje. Zagotovo bi imeli tukaj več predalov in predvidevamo, da bi našli prostor tudi za zložljivo mizico in pa za stole. In čeprav nam ustreza, da ima Berlingo tako zelo velika prtljažna vrata, ki nekako služijo kot strehco, pa bi mi verjetno na ta avto namontirali tudi tendo. Po podatkih policije Slovenci kar vestno menjamo zimske in letne pnevmatike, kar je seveda odlično. Pravijo, da smo veliko manj vestni pri čiščenju snega na avtomobilu ali pa pri pregledu svetil in seveda tlaka v pnevmatikah. Ker prihaja čas zamenjave letnih z zimskimi pnevmatikami, pa tokrat le ta nasvet. V kratkem bojo v časopisih in na stotinah spletnih strani objavljeni sveži rezultati testiranja pnevmatik. Izbira tistih z najvišjo oceno bo zagotovo dober nakup. Velja pa ocene vselej brati skozi svoje vozniške potrebe in zahteve. Naprimer, če je neka pnevmatika dobila nižjo oceno, ravno zato, ker je najglasnejša pri visokih hitrostih, po ostalih ključnih kriterijih pa se je odrezala dobro, potem je to vseeno lahko dobra pnevmatika za nekoga, ki se recimo redko vozi z visokimi hitrostmi po avtocesti. Enako velja za celoletne pnevmatike. Nekoč so bile slab kompromis, a kot gre naprej vse, gre tudi gumarska znanost. In današnje celoletne pnevmatike so že popolnoma na drugi kakovostni ravni kot nekoč. So pa še vedno kompromis, ki pa se lahko, kot rečeno, ob premisleku, kdaj, kje, kako in koliko uporabljamo avto, tudi pokaže kot dobra odločitev. O tem, zakaj izbrati katero in kako prepoznati dobre in slabe pnevmatike, smo govorili že velikokrat v sklopu oddaje Avtomobilnost in to najdete tudi seveda v arhivu na spletnem portalu MMC. No, nas pa najdete spet na istem programu, ob istem času, v četrtek zvečer, vmes pa seveda kliknite na MMC, Instagram, Facebook in Twitter Avtomobilnost.